Investiranje je v bistvu ni neka raketna znanost, čeprav se jo prikazuje kot neko raketno znanost. Investiranje je v bistvu obvladovanje tveganj. Investiraj v svoj prihodnji jaz. Živi danes, ampak razmišljaj o svojem prihodnem jazu. Ni izgovor, imam premalo denarja, v bistvu je pravilno tukaj, imam premalo znanja. Kaj ne rečemo o kriptovalutah? Vsi mislimo, da vemo, ampak v bistvu nič ne vemo. Jaz mislim, da je največja past naš lasten pohlep. Domača naloga je najbolj pomembna stvar pri investiranju. Dobrodošli v Gravitaciji, podcastu, v katerem ideje ne padajo daleč od drevesa. Z vami sta Aleš Ugovšek in Miha Goršin, z njima v studiu pa so inovatorji, razvojniki in druge idej polne Slovenke in Slovenci, ki s svojimi dejanji in razmišljanjem spreminjajo naš in vaš svet. Drage poslušalke in poslušalci Gravitacije, dobrodošli in lepo pozdravljeni v jubilejni 30. epizodi podcasta Gravitacija. Dobro se namestite, kjerkoli že ste, saj vas čaka dobra urca pogovora z entuzijastično, energije polno in strokovno izpopolnjeno gostjo Marijo Milič. Marija, dobrodošla v Gravitaciji. Zdravo, zdravo. Hvala za vabilo. Marija, povej, a si fajn? Jaz sem drugače super, fajn. Mogoče sem danes malo utrujena, ker imam kar precej projektov, ampak na splošno sem pa super. Najlepša hvala za vprašanje, kako si pa ti oziroma vidva? Odlično. Mislim, da se malo poznaš jutranje ure, ampak drugače pa odlično je. Ja, za vse poslušalce, jutranje ure, ne, jutranje ura je petek ob 9. zjutraj. Marija, a je ta ura zate zgodna? V bistvu ne. Jaz ostajam okrog 4 zjutraj, pol 5 zjutraj, to je moja ura, ko se zbudim, ne glede na to, kdaj grem spat. Tako da do 9 že kar veliko stvari naredim, moram priznati. Ne? Torej, dober dan in kmalu dober večer za Marijo. Kmalu bo dober kosilo, se kjeca. Preden uvedemo v temo epizode, bo Miha danes povedal uspešek povsem na začetku. Miha, kaj imaš? Ja, za današnji uspešek bi vam pa za to 30. epizodo rad nekaj podaril in si eno mehno darilo. Za vse večere, ko s partnerjem ne najdete nekega filma, ki bi ga gledali, vam bo spletna stran datenightmovies.com rešila te težave. In sicer v spletno aplikacijo vnesete 2 filma, ki so vama pač všeč in dobili boste predloge filmov, ki bi bili lahko všeč obema. In sam sem že probal to spletno aplikacijo, sem je že uporabil, da sem našel nekaj odličnih idej. Želim pa tudi vam, da uživate v gledanju zabavnih in dobrih filmov. Miha, najlepša hvala ravno, kar si rešil v paru večer z mojo ženo, tale petkov večer, ampak danes z Marijo ne bomo govorili o filmih, ampak bomo razdelali, kako inovativno razpršiti vaše naložbe. Marija zmiguje z glavo, morda bomo govorili celo o filmih. Marija, tvoj najljubši film? Moram priznati, da zanj sem gledala ponovno The Big Short. Se mi zdi, da je tako evergreen film in ga res vsem priporočam. Pripoveduje o v bistvu nastanku krize leta 2008, kako se je vse skupaj začelo kuhati, in o Michaelu Burryju, ki je v bistvu stavil na to, da se bo nepremičninski trg sesul in da se bo praktično sesulo celotno finančni sistem. Ne. Hvala. Pogledate. Mi pa bomo pokomentirali v tej epizodi anketo, ki smo jo preko LinkedIn strani sprožili o tem, kaj so vaši glavni razlogi, zadržki, omejitve in izzivi, da svojega privarčevanega denarja ne vlagate. Govorili bomo o vlagateljskih možnostih, o tem, kako se je vlagalo včasih in kako mali vlagatelj vlaga danes, kako in kje začeti z vlaganjem, kako najbolj učinkovito in inovativno vlagati, kakšne pasti vas čakajo pri tem, katere so najpogostejše napake, kakšne donose lahko realno pričakujete in še kaj. In da predstavim še Marijo, da boste vedeli, kdo je Marija. Marija Milič je voditeljica prvega slovenskega podcasta o upravljanju denarja pri nas, MoneyHow. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav. In je glavna navigatorka ekosistema Business Space ter zagovornica finančnega opismenjevanja. Predtem je bila dolgoletna urednica in nazadnje odgovorna urednica Mojih financ, ki izhaja pod okriljem časnika Finance. Je avtorica več kot 1000 člankov o osebnih financah, soavtorica in urednica 2 knjig
o kriptovalutah in finančni pismenosti ter priročnika za učenje finančnega opismenjevanja mladih v šolah. Kot odgovorna urednica je bila idejni vodja, glavni kreator in motor prve šole za finančno opismenjevanje pri nas, Finančna šola. Evo, Marja, smo povedali glavnino. Ja, jaz moram priznati, da sem zelo strastna pri predajanju te vsebine. Nekako pred 13-14 leti sem prišla prvič v stik s to vsebino in me je totalno potegnil not, po domače povedano. No, ko že smo začeli govoriti o tebi, jaz ponovadi naše goste malo postokam po socialnih omrežjih, pa provam najti kaj zanimivega. In našel sem en tvoj citat na Instagramu, mislim, da je pri tvoji najstarejši objavi, in sicer gre takole: denar ni vse, je pa veliko. Ja. Zdaj, misliš, da obstaja kakšna povezava med denarjem in srečo? Kako ti gledaš na to? Ja, ravno o tem sem govorila v zadnjem podcastu, kjer sem izpostavila 8 zimzelenih finančnih lekcij, ki bi jih morali se učiti doma ali v šoli. In ena od zadnjih lekcij je, da investirajo v svoj prihodnji jaz. Živi danes, ampak razmišljajo o svojem prihodnem jazu. In ravno ta sreča na money won't buy you happiness, can't buy you happiness, je nekako bilo... Raziskava zadnja je pokazala, da z denarjem lahko v bistvu bolj svobodno odločaš o nekaterih res pomembnih življenjskih odločitvah, in če denarja nimaš, imaš v bistvu problem in posledično si lahko tudi v večji čustveni, recimo temu, stiski. In jaz tudi vedno zagovarjam to stališče, da je treba razmišljati o svojem prihodnem jazu, ravno zaradi tega, da ne boš potem tik pred zdajci bil ujetnik nekako neke svoje situacije, bodi si nisi zadovoljen v službi, nisi zadovoljen v zakonu. Za vse te stvari vseeno rabiš imeti neko blazino finančno, varnostno, ki ti omogoča, da narediš ta težek korak v življenju. Ja, super. Denar je pomemben. Vem, da veliko ljudi, ko sem pisala članke o tem, koliko stane otrok, otroci so naše bogatstvo. Ja, so naše bogatstvo, ampak tudi zelo veliko stanejo. Zadnje ocene, ki smo jih naredili, je bilo tam okrog 180,000 evrov od rojstva do 24. leta, se pravi do konca študija. Tako da to ni malo denarja. In tudi mogoče ti, Aleš, ko imaš 3 otroke, dobro veš, kako je, če jih imaš, pa kako je treba povečati oziroma kupiti večje stanovanje, kupiti večji avtomobil, zato da prevažaš otroke, potem imaš interesne dejavnosti in podobno, tako da se kar nabere, kar precej denarja gre. Jaz imam tudi 2 otroka, najstnika, in približno vem, koliko to stane. No. Joj, Marja, odkar si mi nazadnje povedala, da je strošek otroka 180,000 evrov, sem preračunal na 3 otroke, pa dal še diskount na njih, pa resnično sem prišel do 500,000 evrov, in pol se mi je stemnilo. Dej povej, a je otrok dobra naložba? A je to inovativna naložba? Inovativna naložba, mislim, mladi so pač naše bogatstvo, to je dejstvo. Na mladih svet stoji, to je dejstvo. Mladi so dobra naložba, definitivno. Recimo, zelo zanimiv mi je bil pogovor z Matevžem Raškovičem, ki je živel na Kitajskem in je v bistvu tudi preučeval Kitajce in pa njihov odnos do družine, tam drugače razumejo družino. Družina se vodi kot podjetje, otrok je pa investicija. Zakaj? Zaradi tega, ker otroci so tisti, ki potem prevzamejo finančno breme oskrbe svojih staršev na stara leta. In to bomo tudi pri nas videli. Vsi tisti, ki ne varčujejo za pokojnino, bodo morali prevzeti na nek način finančno skrb za svoje starše, ki enostavno pač niso pravočasno se lotili varčevanja za pokojnino. Tako da dajte razmišljati o svojem prihodnem jazu. Na TikToku je super aplikacija oziroma efekt, ki te postara do leta 2078. Lahko se postarate in pogledate svojega prihodnjega jaza v penziji in se vprašate, kakšno bo vaše življenje takrat, kako zdravi boste, kje boste, kako boste živeli, ali imate dovolj prihrankov za to, da udobno živite. Vse te stvari so zelo pomembne, da se jih vprašamo čim prej. To si zdaj pa tako jasno orisala, meni si kar prezemljila. Bom še zdaj domov iz vseh nogavic denarov leč.
So pa, ko sem raziskoval vsa tvoja socialna omrežja, zelo business oriented, a ne pač veliko postaš takih zadev, pa me zanima, če mogoče skrivnost, pa ne rabiš odgovoriti, ampak če imaš mogoče še kakšna socialna omrežja, kjer imaš mogoče drugačno ime, da te ljudje ne najdejo, si pa lahko v stiku z družino ali pa s prijatelji. Ne, jaz sem povsod predstavljena kot Marija Milič, predstavim se vedno z imenom in priimkom in za vsem tem, kar objavim, tudi stojim. Ne, nimam nikjer nobenega anonimnega, oziroma nisem nikjer anonimna, kjer bi pol tam nekaj objavljala, tega pač jaz ne počnem. In tudi zelo zagovarjam stališče, da je treba biti, tudi če si anoniman, vsem nek kulturen dialog je treba imeti tudi na družbenih omrežjih. Opažam na TikToku so zelo sproščeni in znajo zelo tudi kakšno tako pikro spustiti, ampak pa tudi na Twitterju in na drugih kanalih. Ampak rada bi vseeno opozorila, da pač vseeno se mi zdi, da je pomembno, da smo kulturni tudi na družbenih omrežjih. Konec koncev, pogovarjala sem se tudi s kar nekaj kadrovskimi strokovnjaki oziroma kadrovniki, oni tudi vse prečekirajo in pogledajo, kaj objavljaš, kako komuniciraš in seveda, če boš ti tam objavljal razne nestrpne komentarje, mislim, zakaj bi te zaposlil, ne, mislim, zakaj bi takega človeka želel imeti v svoji ekipi, ne. Pomembno je, kdo so tvoji zaposleni, kakšen odnos imaš, kako oni komunicirajo, te stvari so zelo pomembne, ja. Se strinjam. Kaj pa ti? Ja, zelo dobro vprašanje, zelo dobro si mi nastavilo gledalo. Načeloma imam tudi socialno mrežo pod svojim imenom, imam pa za produciranje kakšnih drugih vsebin, kakor gaming vsebin, pa imam nek gamer tag, tako da ja, da se to vse mogoče loči. A jaz smo tudi približno ločena, no, jaz sem Marija Milič, ampak imam pa tudi Manihau, ne. No, ja. Tako da ja, sem na 2 kanalih. Na mojih osebnih kanalih objavljam zelo osebne stvari v smislu investiranja, recimo razkrila sem delno tudi sestavo mojega portfelja, omenjam tudi kakšne druge zadeve, tako, ki se mi zdijo zanimive, ki bi jih lahko človek mogoče uporabil tudi v svojem življenju, a pa da bi dobil vsaj idejo, kako kaj narediti, ne. No, smo se že malo dotaknili Manihau. Kot voditeljca podcasta, kdo je bil tvoj najbolj zanimiv gost? Wow, velikih je bilo zelo zanimivih, ampak želim izpostaviti definitivno Matešo Raškovič o Kitajski, zaradi tega, ker to je čisto en tak drug pogled na način življenja v Kitajski, na njihov način investiranja, razumevanja partija, ko udar partija z roko, tam je en šef, tam je partija šef, pika. In ko se udara po tehnoloških delnicah, to smo v bistvu vsi po celem svetu zelo čutili. Ne bi pa samo Matevža Raškoviča izpostavila, Egon Zakrajšek, definitivno iz Feda. On je že 14 leti šel, mislim, da 14 kot najstnik je šel v Ameriko in zelo dobro spoznal ta ameriški sistem. Tudi bil je na ameriški centralni banki zaposlen, zdaj trenutno v Švici. On je eden ljubših sogovornikov že iz preteklosti, smo se večkrat pogovarjali. On je bil tudi eden od prvih, ki je v bistvu javno podprl vsa moja prizadevanja za finančno opismenjevanje. Definitivno Toni Jukić, on je bil včasih zaposlen na Saxo Bank, ki je v bistvu razkril, kakšne so skrivnosti grde in umazane skrivnosti brokerjev, ne. Dovolj, Marja. Ne, že 3 si povedala, samo enega. Ne, bom še enega bom izpostavila, oziroma 2. Izpostavila bi rada še Damjana Merlaka, z njim sem naredila že ne vem koliko intervjujev, kriptomilijonar, serijski podjetnik, večina ga zelo dobro pozna in tudi tak zanimiv človek je, no, se mi zdi, da se zelo fajn se z njim pogovarjati. Zelo rada se pa pogovarjati tudi z Andražem Grahkom, ne, on je tudi v bistvu moj navigator v projektu Business Space in pa tudi pri Manihau pogosto sodeluje, ima neverjetno zakladnico znanja in mislim, da je on eden od redkih v Sloveniji, ki zna najbolj zakomplicirane stvari pojasniti na tak način, da tudi babica razume. Tako da, ne, sogovornikov bo definitivno velik in res vsem sem zelo hvaležna, da so sodelovali pri Manihau in da so nam v bistvu predstavili svoj vidik, svoj način razmišljanja o denarju in pa upravljanju denarja. Vidiš, pa bi boljš bilo, da bi samo enega izpostavila, zato ker zdaj si jih izpostavila 5 in bojo drugi ljubosumni, ampak si se odločila po svoje. Lahko pa potrdim, ena izmed mojih najljubših tvojih epizod je ta o Kitajski, res odlična epizoda in odličen pogovor. Marja, gremo na vsebino, zaradi katere si ti danes tu. Na LinkedInu smo naredili eno kratko anketo, vprašali smo poslušalce Gravitacije, kaj so glavni razlogi, zadržki, izzivi, da ne
vlagajo svojega privarčevanega denarja kamorkoli. In prišlo je do takšnega rezultata, da večino, 41% jih ne pozna ali ne razume opcij vlagateljskih, medtem ko po 22% pa ima bodisi premalo prihrankov ali pa nima časa, da bi se poglobili. Marja, povej tvoj komentar. Vem, da si zelo kritična do tega, da kdo reče, imam premalo prihrankov. Ja, v bistvu sta vidva pripravila anketo, tako da sta vidva nastavila te odgovore. Mogoče bi bili odgovori lahko tudi drugačni. Povem za informacijo, drugače pa to izgovori. Večina so, vse, kar je našteto tukaj, to so izgovori, se pravi, imam premalo prihrankov. Danes v bistvu, ko imamo res tak zanimiv način trgovanja, lahko frakcijsko trgujemo, lahko kupiš delček delnice. Mislim pa tudi sami skladi, z 20 evri lahko dejansko vstopaš danes v vzajemni sklad, recimo z ETF, tudi lahko relativno ugodno kupujemo te naložbe. Skratka, ni izgovor, imam premalo denarja, v bistvu je pravilno tukaj, imam premalo znanja, bi jaz rekla. Nimam časa, da bi se poglobil, ne. Ja, nisi si vzel čas, da bi se poglobil, to je to, ne. Se pravi, zdaj vzameš si čas za tiste stvari, ki te v bistvu zanimajo, ki te pritegnejo. Imamo strastne tekače, hribolazce in ne vem kaj, zato si zdaj vzameš čas, ne. Za vrtnarjenje si vzameš čas, za gledanje filmov si vzameš čas, za investiranje in spoznavanje svet financ si moraš pa tudi vzeti čas. Torej, vzeti si je potrebno čas. In glede na to, da smo govorili prej o penziji, vsakdo, ki danes to posluša, si mora vzeti čas, ker mora poskrbeti za svojo pokojnino. Ne poznam ali ne razumem opcij, 41%. Ja, to pa verjamem. Opcije verjetno tukaj sta mislila kar različnih možnosti investiranja. To pa verjamem, ampak kot rečeno, nisi si vzel čas, da bi spoznal, se pravi, izobraževanje je tukaj ključno. Dejstvo pa je, da se doma in v šoli tega ne učimo in tukaj je že ena taka prva ovira. Mislim pa, da bi se to morali učiti. Res, da se tudi naši otroci pri urah gospodinjstva prvič srečajo s temi izrazi, kot je delnica in borza, ampak mislim, da je to tako nesimpatično predstavljeno, da to v bistvu zelo odbije človeka. Tudi moj otrok se je letos učil o borzi in ni razumel, ker pač enostavno so se mogli neke definicije iz knjige na pamet napifljati. Ne zaupam posrednikom in sistemu 15%. Ja, to tudi v bistvu nekako verjamem, zato je prišlo tudi do demokratizacije, recimo temu financa, ker v bistvu nekako, ali pa decentralizacije, bom tako rekla, ker ne bi se posrednike izločalo. Veliko je bilo v preteklosti napačnih nasvetov strani finančnih svetovalcev, posrednikov in mogoče od tukaj tudi to nezaupanje v posrednike in posledično tudi v sam sistem. Smo pa teden kasneje tudi objavili še eno anketo, in sicer katere vlagateljske možnosti pa najmanj poznate. Zdaj tudi tukaj so dala neke možnosti in pri vrhu, katere najmanj poznajo, so bili ETF, pa se pravi ESG, a sem prav povedal? ESG investiranje. ESG, ja, investiranje. A lahko mogoče tukaj poveš o teh možnostih vseh? Ja, seveda. Zdaj, tlele 40% je bilo ETF-i, ne poznajo ETF-ov, škoda, ne, to gre za sklade, ki kotirajo na borzi. To je v bistvu dosti podoben kot delnico. Kupuješ, kot bi kupoval delnico, se pravi, moraš odpreti trgovalni račun in potem izbrati enega od teh ETF-ov. Jaz priporočam, da gre vsak pogledati spletno stran Just ETF, ker je cela zbirka teh ETF-ov na enem mestu. Kar se tiče samih ETF-ov, je tako, malo več znanja vseeno je potrebno imeti, odpreti moraš trgovalni račun, potem moraš denar nakazati na trgovalni račun, izbrati moraš ETF. Tukaj je spet cela kolobocija glede tega, katerega izbrati. Mi priporočamo akumulacijski ETF, kar pomeni, da reinvestira dividende in tih ne izplačuje, predvsem iz davčnih vidikov, ker pač imaš potem zelo veliko dela z izpolnjevanjem teh davčnih napovedi. Potem je treba biti zelo previden, kateri ETF izbereš, koliko je velik, katerega ponudnika. Vse te stvari so zelo pomembne in pa seveda zanimivi so ETF-i predvsem zaradi tega, ker so cenovno zelo, zelo ugodni. In tukaj je zelo pomemben strošek, vsak strošek, ki te udari, znižuje donosnost. Je pa res, da ETF-i sledijo nekemu izbranemu indeksu in cilj ETF-a ni, da preseže ta indeks,
ampak da mu nekako sledi. Medtem ko vzajemni skladi, ker je bilo pa 0% in vsi očitno vladajo vzajemne sklade, njihov cilj pa je aktivno upravljanje in s tem tudi preseganje svojih benchmarkov oziroma nekih ciljev, ki si jih postavijo. Oni želijo preseči te cilje in dostaviti vlagateljem čim višje donose, ne? Marja, ravno zaradi tega, ker vsi so očitno poznali vzajemne sklade, vzajemni skladi in ETF-ji so podobna zadeva, zelo podobna, ampak vseeno v detajlih pa različna. A lahko zelo enostavno razložiš najprej, kaj je vzajemni sklad in kaj je razlika do ETF-a? V obeh primerih gre za razpršeno košarico naložb. Se pravi, ti imaš eno košaro, noter imaš vse noter živo nametan, pač imaš lahko malo jagod, malo hrušk, malo ne vem česa, katerega koli sadja. To je košara različnih naložb, ne. Zdaj, vzajemni skladi so aktivno upravljani, se pravi, imajo enega upravljalca, ki reče, jaz bom pa danes malo hrušk ven vrgel, pa bom zbral eno drugo sorto hrušk, pa bo dal nekaj drugega noter, ne. Medtem ko pri ETF-u, ki je pa pasiv, večinoma so pasivni, čeprav obstajajo tudi aktivni, se pa nekako držijo teh indeksov, se pravi, indeksi imajo že vnaprej določene pač neke delnice znotraj tega indeksa in pač se nekako tega razmerja držijo, ne. Tako da načeloma je podoben, sam da vzajemni sklad kupujemo preko družbe za upravljanje in ne na borzi, medtem ko ETF kupujemo na borzi. Zdaj, ko govoriva o delnici, recimo pa o vzajemnem skladu ali pa o skladu, ki je razpršena košarica. Predstavljaj si, da si sred morja in pride nevihta, ne. Če si ti na supu sama, torej delnica, ne, obstaja zelo velika verjetnost, da se, mislim, pač je veliko bolj, več imaš tega lovljenja ravnotežja oziroma več dela imaš s tem, no, več je adrenalinsko, stresno in naporno zate, a ne. Medtem ko imaš pa sklad, ker je razpršena košarica, ker imaš več mornarjev na ladji, a ne, pa imaš enega, ki se stoji tam, pa nekako manj vodi to ladjo skozi celo nevihto, a ne, je pa v bistvu veliko manj tvegano v bistvu zate, a ne. To si zelo dobro prikazala, ja. Če gremo, Marja, še potem naprej, kriptovalute je bilo naprimer 20% ljudi ne razume kriptovalute, mogoče še nekaj malega o kriptovalutah, čeprav je toliko povedanega. Ja, o kriptovalutah to se vsi govorijo, tudi recimo na nacionalnih televizijah in drugih medijih zelo radi poročajo o kriptovalutah, zelo je tako ratalo spopulariziran. Zanimivo je, da ne poročajo o ETF-ih, veliko bolj uporabno za človeka bi bilo znanje o ETF-ih, ker je v bistvu vse manj tvega na naložbo, kot pa recimo kriptovalute. Tako da ja, kaj ne rečemo o kriptovalutah? Vsi mislimo, da vemo, ampak v bistvu nič ne vemo. Ja, in večina ljudi verjetno ne ve, da ko vlagaš v kriptovalute, je kot da bi vlagal približno v delnice. V bistvu je veliko bolj tvegano, veliko bolj tvegano pa absolutno. Je pa res, da so v bistvu vsi te žetončki, mislim, da jih je okrog 6500 teh kriptovalut in kriptožetonov, so v bistvu organizirani kot nekakšni projekti, kot v bistvu nekakšni start-upi, to je res, ja. In v bistvu vsi mislijo, da so boljši, najboljši in vsi izpopolnjujejo svojo tehnologijo in nekako tako tekmujejo med sabo, ja. Tako, v resnici vlagaš v start-up, ki temelji na blockchainu. Ja, lahko rečem, ja. Okay. Zelo skozi palce, ampak poenostavljeno rečeno. Zdaj pa imamo še nekaj tistih klasičnih, kaj so še druge vlagateljske možnosti, omenili smo že zdaj delnice, ETF-e, ESG vlaganje, o tem še nismo nič rekli, tudi tega ljudje ne poznajo. ESG vlaganje, to je v bistvu, to lahko vlagaš tako v delnice ETF-e kot v druge naložbe in te naložbe imajo v bistvu etiketo ESG, kar pomeni, da sledijo nekim okoljskim, družbenim in upravljalskim kriterijem. Zdaj tukaj zaenkrat, če ni nekih jasnih standardov in pravil, a lahko povem, kaj sem jaz naredila za svoj, ko sem želela ugotoviti, to je zdaj trend, ne, to je zdaj vroča stvar, tudi recimo mogoče za informacijo do oktobra 2020 morajo družbe za upravljanje prilagoditi v bistvu nekako svoje te ponudbe, ker bo v bistvu vlagatelj mogel izraziti svoje trajnostne preference. To je vroča stvar, izdajajo se trajnostne obveznice, zelene obveznice, skratka,
hot topic, ne. Je pa res, da je tudi zelo veliko še nejasnosti. 2 podjetji sta oziroma rating agenciji, ki podeljujejo te ocene ESG od 1 do 10, Sustainalytics in pa MSCI, ne. In v bistvu imate vsak svojo metodologijo in lahko pa enemu dobiš 5, pri drugemu pa 8. Za foro sem pa tudi jaz rekla, ok, grem pogledat, kakšen je moj ESG, mojega portfelja, ne, in sem ugotovila, da je malo čez 4. Pogledala sem, kdo so zmagovalci, recimo Microsoft je zelo ESG, a ne, tudi globalno gledano, tudi v MSCI-ju je na prvem mestu kot global ESG leader, ne, z oceno 9. Loser v mojem portfelju konkretno je bil pa Peloton. Oni so pa zašuštrali z eno reklamo leta 2019, ko je v bistvu mož prinesel kolo svoji ženi, ampak je v bistvu tako izpadel, kakor da je namignil, kakor ti pa moraš malo shujšati, nekaj ena taka fora je bila, no. In v glavnem je bila totalna drama in pol jim je ocena padla in grozen je bilo. Skratka, ja, tudi recimo Blizzard, to je gamer, se je znašel zdaj v enem takem škandalu, ker naj bi se govorili o nekem spolnem nadlegovanju zaposlenih, kako bo to vplivalo na ESG, bomo še videli, ne. Zanimivo mi je bil pa recimo Volkswagen, ki se je leta 2015-2016 znašel v Dieselgateu. Pa sindikalisti so imeli nek črn fond za razuzdane zabave, ima pa zelo visoko ESG oceno, 8. Čist nelogično, a ne. Tako da, ne vem, je zanimivo definitivno za opazovati, definitivno se bo pa še o tem zelo veliko govorili. Govori se tudi o tem, da milenijci, ki bodo nekako kot najštevilčnejša generacija, ki bo podedovala ogromno premoženje, govori se o 30 bilijonih dolarjev skozi leta, bodo tudi nekako spremenili način investiranja, njim so pomembne te vrednote, pomembno jim je, da podjetje ne onesnažuje okolje, da spoštuje pravice, da veljajo neka pravičnost pri plačilu, ne glede na spol, pa raso in podobno. Recimo, pomembno jim je, da ne testirajo na živalih, da ne gre za proizvodnjo orožja, da ne gre za umazano panogo. To definitivno bo prihodnost in to bo definitivno zelo zanimivo še opazovati. A lahko je zdaj tukaj postavim mogoče eno čudno vprašanje. A bi lahko primerjali ESG vlaganje z nekimi, če primerjam s hrano, a bi bilo to veganska opcija trgovanja? Dobro, što se to spomnil, veganska opcija trgovanja. Je, kaj imaš tudi veganske čevlje, ne, ki ne uporabljajo lepil, ki so na živalih, ne vem, veganske produkte. Ali je to bolj hipsterske narave? Pojma nimam. Nisem sploh razmišljala o tem. In definitivno je pa ena taka vroča stvar. Kaj pa vem, jaz mislim, da tebi to je pomembno. Recimo, a je to vama pomembno, kaj kupujete, kje kupujete, a vam je pomembno, ne vem, testiranje na živalih, recimo, ali pa recimo Avstralcem pa Angležem je blazno pomembno, da ni modern, da podjetje nima tega modern slavery, se pravi sodobnega suženstva, ne, take stvari. Ne vem, a se vam to zdi pomembno? Mislim, meni se zdi pomembno, ampak na koncu si včasih enih produktov ne moš prvoščiti, če gledaš na to. To je pa res, ja. Taka izkušnja imam jaz, no. Ja. Jaz lahko iskreno povem, da premalo to upoštevam. In da bi lahko rekel, da mi je to pomembno. Zdi se mi na načelni ravni, se mi zdi to zelo pomembno, ne? Ampak vem za eno specifično trgovino v BTC-ju, o kateri so bolj ali pa manj resnične zgodbe in v tisto trgovino ne bom stopil, ne? To je ena izmed redkih trgovin, ampak v H&M bom pa šel kupiti, pa ja. Tudi ni vse ok. No, tam pa je tudi greenwashing, ne, prav H&M, pa Zara in podobni, ne, so se znašli sred tega, ne, se pravi govorijo, da so ESG, ampak dejansko niso ESG, ne, se pravi ne delujejo v skladu z okoljskimi in družbenimi upravljalskimi vidiki. Tako da ja, ampak lej, naši otroci pa so vzgajani v tem duhu, imajo tudi kar nekaj vzornik, Greta recimo, ne, tudi recimo moji otroci hodijo v eko šolo, a ne, nisem jo sicer izbrala, ker bi bila eko, ampak pač je tam, kjer živim, ne, ta šola, nekaterim staršem je to pomembno in tudi nekaterim, in otroci v bistvu, njim se ne zdi nič čudnega, da danes reciklirajo, to je nekaj čisto povsem normalnega. Spomnim se pred 10 leti, ko smo začeli govoriti o recikliranju, so se te mogoče malo starejši pritoževali, zakaj bom zdaj jaz recikliral in hkrati plačeval komunali za odvoz smeti, moram pa jaz delati, ne.
Tako da, ne vem, spreminjajo se te navade, tudi danes papirčkov ne mečemo več, po tleh včasih se je pa to dogajalo, ne. Mislim pa, da je to tudi, če ni mogoče pomembno enim podjetjem, a ne, mislim, da to se bo pojavilo kot ena priložnost, a ne. Drugače so mi pa tudi povedali, da recimo mladi so postali pozorni tudi, kje delajo, pa kaj pa v bistvu počne tvoj delodajalec, in to je ena od pomembnih zadev, na katere so pozorni, tudi delodajalci v bistvu postajajo družini prijazna podjetja, eko podjetja in podobno, ne vem, tako da ja, po moje gremo v to smer, ne. Je pa pomembno izpostaviti, da glavnina podjetij te ESG nalepke nima, ker jo je potrebno nalepke. To sem karikiral. Jaz mislim, da če dalje več tudi v Sloveniji podjetij se zaveda teh trajnostnih vidikov. To že, ampak da bi bilo v smislu certificirano. ESG. A je potreben certifikat, kako pridobi podjetje, to bo zanimivo sedaj za podjetnike, poslušalce, kako pridobijo ta certifikat? Dve podjetji si rekla, da ocenjujete. Ja, ampak dobro, to je za ESG ratinge, recimo slovenski blue chipi tega ratinga nimajo. Bi bilo pa zanimivo recimo videti, kako bi bile ocenjeni. Drugače pa kar veliko podjetij se ukvarja s tem ESG-om, tudi zaposlene imajo že ljudi, ki se ukvarjajo izključno z ESG in trajnostnimi vidiki, tudi pripravljajo razna trajnostna poročila, so postali v bistvu zelo pozorni na to, tudi v okolje vračajo, so zelo vpleteni v lokalno okolje in tudi nasploh, tako da jaz mislim, da gremo tudi v Sloveniji v to smer. Recimo, če samo googlaš trajnostno poročilo, ti bo ven vrgel cel kup enih poročil od različnih podjetij in vidiš, da v bistvu gremo v to smer. Je bil pa eden prvih pri nas, ki je začel nekako po mednarodnih teh standardih pripravljati poročilo Zavarovalnica Triglav, če lahko mogoče izpostavim. Sem pa naredila tudi odličen podcast z odlično sogovornico Silvo Deželan o ESG-ju. Ne, res, ta je tudi zelo dober podcast, ona živi že 15 let na Nizozemskem, Nizozemska že itak je malo bolj ESG oziroma ekološko osveščena država, prvotno se je ukvarjala s trajnostnimi vidiki, zdaj pa postala direktorica za ESG pri Stafford Capital Partners, to je ena pač družba, ki se ukvarja z iskanjem ti ESG naložb za svoje pač stranke. Super, mislim, da smo dali zdaj en lep signal tudi podjetjem v Sloveniji, gremo pa nazaj na vlaganje. Lepo smo predstavili, poslušalci zdaj razumejo različne vlagateljske možnosti, kako se je Marja vlagalo zdaj pa včasih in kako se vlaga inovativno danes. Ja, slovenski kapitalski trg je relativno mlad, dobrih 30 let je star. Zdaj, če se pogovarjaš z izkušenimi mački, ki so že takrat v bistvu bili na začetku zraven pri razvoju tega kapitalskega trga, bojo rekli, da je bil takrat pravi divji Zahod oziroma Teksas je vladal tukaj, veliko je bilo insiderskega tradanja, se pravi tradanja na podlagi notranjih informacij, volumna ni bilo veliko, zato v bistvu se je dal kar dobro pumpati cene. Takrat smo tudi Slovenci po osamosvojitvi dobili certifikate. Spomnim se, ko sem se pogovarjala z Mili Kus, živela je v Kanadi, Slovenka, in ko je videla, da se bo Slovenija osamosvajala, je tukaj potem ocenila, da bo kar zanimiva priložnost za nastanek kapitalskega trga, je prišla v Slovenijo in naredila družbo oziroma brokersko hišo. Pa mi je malo opisovala, kakšni so bili tisti časi, in ja, je rekla, da je takrat res vladal tak Teksas, tlele. Ni bilo veliko ljudi, ki bi se ukvarjalo s trgovanjem takrat, ne. Takrat, ko so prišle privatizacijske delnice na borzo, takrat so se začele tudi počasi razmere umirjati oziroma urejati. Je pa res, da v vseh teh 30 letih nekako se mi zdi na Ljubljanski borzi ne gremo naprej, zdi se mi, da se število delnic nekako krči na Ljubljanski borzi, medtem ko v tujini imamo pravo eksplozijo, IPO-jev recimo konkretno, ne. Tako da tukaj malo pogrešam. IPO je? Morda razložiš, kaj je IPO? Prva izdaja delnic, se pravi, da greš kot podjetje pač na borzo, po kapital, po domače povedano. Pri nas mislim, da je bila nazadnje, ko je postopila na Ljubljansko borzo Nova Ljubljanska banka. Tako da tlele se mi zdi, da se je kar malo ustavil, po domače povedan. Ja, kar se pa tiče zdaj samega razvoja trgovanja, tukaj se je zgodila demokratizacija financ, se pravi, nekako se je poenostavilo investiranje, vsi sodobni ponudniki, brokerji so zelo poenostavili stvari do te mere, da je to postalo kot ena velika igrica.
veliko elementov gamifikacije je tle noter na teh platformah, se pravi, ti ko kupaš ali pa prodaš delnico, ti letijo po zraku konfeti. Tako da je ena velika žurka, tudi recimo Matevž Raškovič za Kitajsko omenjal pidžama investitorje, ki je bilo v bistvu tudi, to so bile te couch investitorji, ki se vležeš na kavču, pa malo kupuješ delnice, a ne, to tudi danes mi počnemo preko pametnih telefonov, ker je vse na telefonu danes in tudi takrat so oni v bistvu nekako razumeli investiranje kot igranje igrice, tako da to so potem malo na Kitajskem malo zabremzali. Ja, tako da delnice so danes postale enostavno dostopne, z klikom na gumb. To je v bistvu lahko tudi zelo nevarno, sploh za tiste, ki so finančno nepismeni. Po drugi strani so izredno poceni, se pravi, ameriške delnice so brezplačno lahko kupimo, medtem ko trgovanje z ETF je tudi relativno cenovno ugodno, stane 3 evre recimo na transakcijo. Kar povej. Kaj? Ja, želel sem vprašati, rekla si, delnice lahko danes kupimo enostavno s klikom na gumb. Kako kupiš delnico s klikom na gumb? Tako najprej moraš odpreti trgovalni račun, ta postopek je mogoče za marsikoga precej zapleten, zadnje čase dobivam res ogromno vprašanj ljudi, ki ne znajo odpreti trgovalnega računa, sploh na Interactive Brokers. Veliko bolj poenostavljeno je to recimo na kakšnemu eToro ali pa Trading 212, pa recimo mogoče na kakšni Bitpandi in podobnih platformah, ker je res v bistvu tudi enostaven postopek izpolnjevanja teh vprašalnikov, tega procesa onboardinga, ne. Tako da, ja, pa imaš pa to zrihtan, si naložiš aplikacijo na telefon in v bistvu trguješ dobesedno lahko s kavča, pogledaš na telefon, pogledaš tiste delnice, ki so tu zanimive, narediš analizo, narediš domačo nalogo in potem seveda klik, kupaš in je to. Mogoče bi še omenila, zdaj, ko govorimo o sodobnem trgovanju, to se mi zdi tudi zelo zanimivo, sploh za mlade, frakcijsko trgovanje. Se pravi, da ti kupaš delček delnice, se pravi, niti ne rabiš kupiti celo delnico Amazona, ki stane, ne vem, 3000 dolarjev, ne, ampak kupaš en delček Amazona, recimo, ne. Tako da tudi to je nekako lajšalo vse skupaj. Zdaj si že začela odgovarjati na moje vprašanje, kje začeti. Imam zelo simpel odgovor. Najprej se moraš vprašati, kaj hočeš sploh v življenju in koliko si nagnjen k tveganju. To je prvo pravilo. Investiranje je v bistvu ni neka raketna znanost, čeprav se jo prikazuje kot neko raketno znanost. To ni raketna znanost, to je povedal tudi Warren Buffett, borzni guru, borzni maček dolgoročnega investiranja. Tako da investiranje je v bistvu obvladovanje tveganj. Jaz vedno investiranje predstavljam na tak način, kot v bistvu s pomočjo hriba ali pa nekega klanca. Ne. Ko si na vrhu hriba, se pravi, ko si mlad, je fino, da začneš kotoliti to kepo snega navzdol, bolj ko si starejši, se pravi nekje na sredini hriba, bo tvoja kepa bistveno manjša, kot pa od nekoga, ki je na vrhu hriba začel kotoliti. Tako da to je donosnostni stroj. Sliši se komplicirano, ampak ni. Predstavljaj si kepo snega, ki jo vališ po klancu navzdol in koliko snega se ti gor nabere na kepi. Res pa je, tveganja, ko govorimo o tveganjih, na klancu so kucli, so luknje, je cel kup nekih ovir in to ti lahko v bistvu zmanjša tvojo kepo, pač če ne obvladuješ, če ne nekako vodiš to kepo po klancu navzdol. A bi mogoče na tej točki lahko priporočala kakšne platforme, čisto konkretno, ali pa ponudnike, banke, karkoli? Mislim, priporočala. Cel kup jih je, imamo cel kup brezprovizijskih, to so, kot sem že omenila, eToro, Trading 212, Bitpanda, pa imaš pa nizko cenovne, to so pa recimo Interactive Brokers, Flatex DEGIRO, zagotovo sem še kakšnega pozabila omeniti, Trade Republic je recimo v Nemčiji oziroma v nekaterih evropskih državah že na voljo, pri nas še ni. Drugače je v Ameriki cel kup brezprovizijskih, ampak nimamo dostopa, Robinhood nam ni dostopen, recimo, Najbolj pomembno, recimo Neobanko, ko si omenil, imamo še Revolut kot opcijo, ki pa sicer ni broker, ampak tam lahko kupiš omejeno količino delnic, recimo Damjanu Merlaku skozi ga sprašujejo, da mi svetuj, kva ne naredim in on jim ponavadi reče, če hočeš delnice kupovati, pa je recimo na Revolut. Rekli smo, da zdaj modern način vlaganja je tak, da s klikom zelo hitro tradeš stvari. Vzajemni skladi v tem primeru naprimer odpadejo, zato ker ti vzajemnih skladov ne moreš tradati s klikom na gumb. A to drži? Ja, res je. Zato, da naredimo zdaj selekcijo,
kaj so tiste opcije, ki naprimer človeka, poslušalca, ki je recimo star med 35 in 40 let in bi želel vložiti 1000 evrov, v kakšne opcije bo dal, da bo inovativno, hitro razpršil svoj denar. Jaz ne vem točno, kaj pomeni inovativno investiranje, moram priznati. Lahko bi rekel... To je zlagana beseda, je inovativno. Boljš, da rečemo kreativno, da razprši ali pa hitro, user-friendly. User-friendly, mislim, to je vse stvar tega, koliko si ti nagen k tveganju. Zdaj, če ti nimaš nič znanja, se s tem ne želiš ukvarjati, če imaš druge prioritete v življenju, ampak se zavedaš, da moraš nekako varčevati za pokojnino v malo bolj tveganih naložbah, kot je kopičenje denarja na bankah. Jaz mislim, da je v tem primeru najbolj primerno za enega takega vlagatelja, da odpre varčevalni račun na družbi za upravljanje. Pika. Mislim, da je to nekako najbolj elegantno, vzameš eno globalno razpršeno vzajemni sklad. Edina tvoja skrb, ki bi mogla biti, je ta, da izbereš družbo za upravljanje, ki nima najbolj zasoljenih provizij. To je tvoja edina naloga, da pogledaš, koliko te stane sklad, vendar ne biti pozoren na vstopne stroške, ampak na upravljalsko provizijo, ki lahko znaša 2-3% in te zelo, zelo lahko udari. Je razlika med 2 in 3 zelo velika. Zdaj, recimo za nekoga, ki bi pa želel mogoče sam se s tem ukvarjati, pač lahko odpre trgovalni račun in kupuje recimo ETF-e, ki so cenovno bolj ugodni kot vzajemni skladi. Predlagam globalno razpršen ETF za začetek, potem, ko se pa malo naučiš, postaneš bolj samozavesten, greš pa kupovati tudi druge naložbe, druge ETF-e, druge regije, panoge in tako dalje. Vsekakor pa odsvetujem, da bi nekdo na začetku že takoj začel trgovati z vzvodom. To se velikokrat zgodi sploh mladim na eToru, sem opazila, velikokrat so mi potožili, da so hoteli kupiti delnico, pristali so pa na koncu z CFD-jem, to je pa izvedeni finančni inštrument, ki je bistveno bolj tvegan kot pa recimo neka delnica ali pa ETF. Lepo si že začela zdaj s tveganji, pa nekimi pastmi. A so tukaj še kakšne, bi mogoče izpostavila še kakšne take zelo pogoste napake oziroma kje so največja tveganja oziroma pasti danes? Je kar precej pasti, tveganj, jih je ogromno. Jaz mislim, da je največja past naš lasten pohlep. Mi smo tako pohlepni, jaz vam povem, ko enkrat prideš v situacijo, ko tvoja delnica pridobi 100%, 150% in kar gledaš in to kar raste, mislim, razum ti govori, pa daj to že enkrat prodaj, ampak kaj pa če bo še rasel, ne? In tukaj prideš v bistvu nekako spoznaš malo sam sebe, tako da pohlep je ta prva stvar, ki je največja past. Jaz mislim, da druga past, ki jo pogosto zanemarimo, je to, da ne naredimo domače naloge. Kar tako malo investiramo vse povprek, na koncu pristanemo s sračjim gnezdom naložb. Velikokrat investiramo na podlagi, ne vem, mogoče nam sosed pove, prijatelj, znanc ali pa celo neznanc. Recimo pri eToru lahko investiraš tako, da kopiraš portfelje, to je social trading. Potem zanimivo mi je to dobivam ogromno vprašanj mladih. Oni sploh ne vedo, da moraš plačati davek na kapitalski dobiček. To mi je res fascinantno. Greš investirati, pa ne veš, da potem moraš plačati davek na dobiček. Številni se ujamajo tudi v razne prevare, sploh ko je govora o kriptovalutah. Jaz sem v živo nedavno spremljala eno prevaro prek YouTubea. Tega je res ogromno, tako da tle moraš biti zelo previden, ko ti nekdo reče, pošelj mi ne vem koliko etrov, pa ti jih pošljem nazaj krat 2, mislim ne boš jih dobil nikoli več nazaj, ne. Pa recimo tudi ta CFD, ki sem prej omenila, na eToru te lahko zelo hitro šifne iz delnice v izvedeni finančni inštrument, ki je v bistvu tudi bistveno bolj obdavčen, ne. Pa recimo pogosto ne upoštevajo razliko med nakupno in prodajno ceno, to zlasti velja pri nizkocenovnih oziroma brezprovizijskih brokerjih, kjer so lahko kaj precej zasoljene te zadeve. Obesijo nam lahko cel kup nekih stroškov, večina niti ne pogleda cenikov, ne. Veliko jih začne kar zelo prehitro trgovati z vzvodom in če ti v bistvu ne znaš prilagoditi tveganja svojim sposobnostim, se mi zdi, da zelo hitro lahko padeš v ne samo eno past, ampak v več pasti.
Ja, jaz dobivam YouTube oglase, skozi kopiraj uspešnega trgovalca in tvoje življenje bo lepše, nekaj. A te Alec Baldwin mogoče prepričuje? Tudi to, pa ne vem, kaj še Zelo so agresivni. Zelo so agresivni, ja. In zmeraj na koncu, ko potegneš črto, je sporočilo zmeraj, sej pa se ne rabiš s tem ukvarjati, samo kopiraj nekoga. Ja, ne, to v bistvu ni čisto zelo enostavno. Ni, ja, ne. Ker cilji nekoga so povsem lahko drugačni kot tvoja. Njegova strategija trgovanja je lahko povsem drugačna, kot je recimo tvoja. Jaz sem se pogovarjala tudi z enim mladim fantom iz Cerknice, Matej, on recimo njega kopirajo iz celega sveta, on v bistvu služi na ta način, da ga kopirajo in zdi se mi, da mogoče je treba biti pa vseeno mogoče previden, no? Ker ne moreš vedno kopirati, ne vem, če bo sosed kupil Mercedes, ali ga boš ti tudi kupil, ker ga je sosed in zgleda kul, ali kaj. Verjetno marsikdo. Marsikdo, verjetno res, ja. Ja. Mogoče bi samo še o napakah, ne, zelo veliko napak naredimo. Tudi naši starši v preteklosti, ko smo pregovorili na začetku o preteklem investiranju, so naredili ogromno napak. Recimo investirali so v eno regijo, to je bil Balkan, in investirali so recimo v eno delnico, to je bila nova KBM. Mislim, to je ena velika napaka, govorimo konstantno o razpršitvi portfelja, oni so pa vse koncentrirali na eno regijo oziroma eno delnico. Potem velikokrat impulzivno reagiramo, se pravi, ne vem, prehitro kupimo, prehitro prodamo. Jaz mislim, da pa pod črto ena največjih napak je ta, da smo zelo emocionalni, tudi trenutno, če pogledamo indeks strahu in pohlepa, smo trenutno v območju strahu, tako da zdaj očitno so malo vlagatelji prestrašeni, verjetno tudi poslabšanja razmer, kar se tiče samega covida. To za sabo potegne cel kup enih vprašanj, kam gre gospodarstvo, kaj se bo dogajalo z inflacijo, z gospodarsko rastjo, okrevanje gospodarstva, zapiranje gospodarstva, vse stvari se zdaj vrtijo okrog tega. Marja, ob upoštevanju, naprimer, da nekdo zdaj vlaga na sodoben način, če temu tako rečeva, pa nekaj vloži v ETF-e, recimo en manjši delež v kriptovalute, zelo majhen delež v vzajemne sklade, pa nekaj v ESG podjetja. Kakšen letni donos lahko pričakuje? Da ne bojo pričakovali, da bo letni donos 100%, ampak kakšen je realni letni donos? Zelo težko vprašanje. Ne vem, kako na to odgovorim. Ma ne vem, reči 20%. Ma ne moreš tega tako reči. Okay, pretekli donosi za začetek niso garancija za prihodnje. Če pa pogledava S&P indeks, ameriški indeks, v povprečju v zadnjih 10 letih je ustvaril 15%. Če pa greva pa še malo bolj v to inovativno sfero, recimo ARK Innovation, ki je zelo aktualen sploh med mladimi, zelo veliko sprašuje, kako bi oni lahko investirali v ARK Innovation. Oni so pa recimo v zadnjem letu je bila eksplozija, 100% donosnost, ampak vse od ustanovitve, mislim, da so ustanovili sklad leta 2014, je pa 30% donosnost. No, tukaj lahko govoriva o inovativnem, recimo temu investiranju. Gospa Katie Wood je zdaj zelo velikokrat po medijih, ona je naredila aktivne ETF-e in v bistvu investira v podjetja, ki disruptirajo svet, se pravi v podjetja, ki se ukvarjajo z robotiko, genetiko, space, vesolje, vesoljsko tehnologijo, 3D printing, peer-to-peer, blockchain in tako dalje. Največja prednost recimo temu tako je pa to, da lahko pogledamo kompletno sestavo portfelja njenih ETF-ov. Mislim, da jih ima tam okrog 40-50 delnic, tako da mogoče vtipkajte v Google ARK, pojdite pogledati, v kaj gospa investira in to je to. Ampak žal, v ta ETF, v te ETF-e ne boste morali še vlagati v tem trenutku, ker je to ameriški ETF. Če pa želite vseeno slišati, kako pa morda priti do tega ETF-a, potem pa poslušajte epizodo o ETF-ih z Marjo Milič.
notri vam bo povedala nekaj zanimivih stvari. Ja, tudi jaz sem bila zelo presenečena, moram priznati. Tudi tvoj gost je bil zelo presenečen. Ne samo moj gost, mislim, da smo bili kar vsi, ki jih poznamo iz finančne sfere, smo bili kar malo, a res, to se da, nismo vedeli. Potem sem se pa pogovarjala še z enim fantom, ki dela prav to in je rekel, ja, se to ni nič taga, glede na to, da ETF je razpršena košarica, se mu zdi tako totalno neverjetno, da v bistvu ne moramo mali vlagatelji investirati v te ameriške oziroma v ETF-e, katerih domicilna država je Amerika, se pravi kot recimo ARK, ne, lahko pa kupujemo recimo ameriške delnice. Ja, res je, ampak poglej, čas bo minil in tudi mi bomo imeli to priložnost. Dovoli, Marja, nekaj zanimivosti sem si zapisal, povzamem to, kar si povedala. Na začetku smo govorili o denarju in sreči in zanimivo si izpostavila, da z denarjem lahko lažje odločaš o svojih odločitvah in tudi o svoji prihodnosti. Zato denar je pomemben in da ti lahko pomaga pri sreči, je pa res, da sreče kot take pa ne more kupiti denar. Povedala si, da je premalo prihrankov, da je to samo izgovor, da ima nekdo premalo prihrankov in da si je potrebno vzeti čas. Tako kot za vse druge stvari v življenju. Da so vedno pomembnejše je ESG vlaganje, da je to vroča stvar trenutno in da tudi vedno več podjetij se ukvarja z ESG-jem, da se je zgodila demokratizacija financ s poenostavitvami, s platformami, ki so zelo igrificirane, da so danes delnice, seveda kriptovalute, ETF-i dostopni s klikom na gumb, da pa je nekako najbolj elegantna stvar in brez resnih tveganj, kar se tiče vlaganja, odprtje varčevalnega računa pri družbi za upravljanje. Brez resnih tveganj. Tudi tukaj so tveganja. Ko investiraš v delniške vzajemne sklade, gre za tvegano obliko, to moramo se tega zavedati, ne? Ampak ja, če recimo ne želiš sam ukvarjati z sestavo svojega portfelja in to želiš prepustiti nekomu drugemu, profesionalcu, ki se je za to recimo šolal ali pa ima več izkušenj, je pa definitivno vzajemni sklad lahko ena od opcij. V resnici sem primerjal to tveganje bolj s kriptovalutami, pa z morda ETF-i, pa sem zato rekel, da je brez resnih tveganj. Hvala, da si me popravila in dodala. Zdaj pa, če grem na večja tveganja, ne, imamo pa v tem delu pri vlaganju, govorimo o ETF-ih, tudi o kriptovalutah, delnicah, da največja past pri vlaganju danes pa je lasten pohlep. Absolutno. In pa, da pri bolj tveganem in sodobnem načinu tveganja, da je potrebno nameniti več časa, napora in narediti domačo nalogo. Domača naloga je najbolj pomembna stvar pri investiranju. Evo, Marja, hvala za vse to. Nisi pa še konec, veš, prišla si do zaključnega dela gravitacije, to je klasičen, standardni del vsake gravitacije in to je od izziva do ideje. Tako kot vsem gostom, boš tudi ti deležna 3 izzivov, ki so jih pripravili vabljeni izzivalci. In gremo. Ja, te zanima? Ja, zelo, radovedna sem, se veš, poklicna deformacija, novinarka. No, prvi izziv ti je zastavil Bojan Ivanc, to je naš glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je pred kratkim tudi gostoval v tvojem podcastu. In je tudi moj najljubši gost. Bojan je super, ima zakladnica znanja o inflaciji povedal res zelo veliko zanimivih stvari. Dovolj laskanja, Marja, poslušaj, kako te izziva Bojan. Marja, do katere mere so v Sloveniji zakorenjeni predsodki o varnih naložbah med različnimi generacijami? Kako približati finančne naložbe generacij, ki še vedno prisegajo le na nepremičnine in depozite? Ja, to je zelo težko vprašanje, ker so res zakoreninjeni ta prepričanja, da je to v bistvu borza en velik nateg. Izkušnje izhajajo iz preteklosti, ko so se opekli z Balkanom in pa z novo KBM. Mene je najbolj presenetljivo to, da se to prenaša potem iz roda v rod. Lahko pa rečem, da sem izredno presrečna, da imamo vse več mladih, ki v bistvu razmišljajo svojo glavo in se nekako sami preuzgajajo ob pomoči raznih teh kanalov, kot so Reddit, TikTok, Discord, in se mi zdi to zelo pohvalno, da v bistvu mladi samoiniciativno, to je po moje tudi posledica kriptovalut in tega norega bogatenja, se mi zdi, da so mladi
potem tudi nekako začeli se malo bolj aktivno s tem ukvarjati. Je pa res, da sem opazila, da mladi, ki so nekako okusili kriptosvet in vsa ta nihanja in bolečine na kriptosvetu doživeli, iščejo nekako malo bolj umirjene naložbe in to zdaj iščejo v delnicah in v ETF-ih in se mi zdi, da oni nekako malo bolj razumejo to kot umirjene naložbe, čeprav so še vedno izredno tvegane naložbe in se spreminjajo ta nekako med generacijami in naložbena prepričanja in pa seveda tudi razumevanje samega tveganja. Prihajajo pa mladi milenici, ki bodo osvojili svet s podedovanimi evri oziroma denarjem, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Ne vem pa, kako bi aktiviral 24 milijard evrov denarja, ki trenutno se kopiči na slovenskih bankah, pojma nimam. Dejstvo pa je, da recimo za nepremičnino, ki je zelo priljubljena naložba, mogoče lahko tukaj povem eno izkušnjo ene moje kolegice, ki je že v poznih 50 letih oziroma na začetku 50, recimo tako, ona je recimo življenju ni investirala v nobeno naložbo, sin je priporočal Bitcoin relativno zgodaj, že takoj na začetku, gospa je s tem obogatela in seveda ta prva stvar, ki želi investirati sedaj te bogate dobičke, je v nepremičnino. Se pravi, ta denar kripto se pretaka oziroma te dobički iz kripta se pretakajo v nepremičnine, ki je vse nekoliko bolj varna naložba. Jaz se pa vedno sprašujem pri nepremičninah, veliko dela je to, za enega vlagatelja. Jaz res se mi zdi, da premalo upoštevamo, koliko dela je tukaj, pa koliko drugih stroškov je z amortizacijo oziroma z vzdrževanjem nepremičnine, pa kako težko je poiskati dobrega, kakovostnega najemnika, ki ti bo plačeval, pa cel kup drugih enih težav je. Meni ljubše, recimo, to sem že večkrat povedala tudi na svojih profilih, so mi ljubše delnice, ker v bistvu nimaš opravka z nekim človekom, kupaš, ležiš na kavču, kupaš, dobro, sem zelo poenostavljeno to povedala, in dobivaš dividende od izredno dividendno donosnih podjetij, recimo, tako da, ne vem, kako bi se to aktiviralo. Ampak si lepo si odgovorila, mislim, da tudi Bojan bo zadovoljen, ga bomo povprašali, ali je bil zadovoljen z rešitvijo tega izziva. Tudi jaz ga bom vprašala. Tudi ti ga boš vprašala zmenjeno, evo, ga bomo iz dveh strani, da vidimo, če bo imel enako. Bo primerjala pol. Tako. Drugi izziv pa ti je Marja pripravil David Urankar, voditelj oddaj Avtomobilnost in Dobro jutro na Radio-televiziji Slovenija ter voditelj priljubljenih slovenskih podcastov Avtomat in Gospoda. Poznaš Davida? Ja, seveda ga poznam. Ga tudi spremljam preko LinkedIna, se spremljata, Poslušaj. Lep pozdrav, Marja, Aleš in Miha, sem vesel, da sta dva moja ljuba podcasta takole združena v eno. Marja, zate imam pa eno vprašanje in sicer to že vem, kam z denarjem, sam še dobiti ga moram. Bi pa vprašal, kako bi ti svetovala nekomu z 2 mulcema, recimo 2 leti pa 6 let, kdaj začeti z ozaveščanjem in na kakšen način o denarju, o varčevanju in teh podobnih stvareh. Nek tak, mogoče je to tudi ideja za podcast, če ne moreš tako na kratko verjetno to strniti. Hvala, čau. Odlično vprašanje, super, hvala. Velikokrat dobim to vprašanje pravzaprav. Pogovor o denarju je v marsikateri družini tabu tema. O tem se enostavno ne govori. Razlogov, zakaj se ne govori, je več. Jaz mislim, da je primarni razlog ta, da v bistvu starši sami nimajo veliko tega znanja in ga težko v bistvu predajo. Nekako se mi zdi, da smo mojstri gospodinjskih financ, se pravi, obvladamo prihodke, ki jih v bistvu niti ni toliko veliko, in znamo odšteti odhodke. To je pa tudi v bistvu vse, znamo pa tudi denar kopičiti na banko ali pa se nam zdi mogoče interesantna naložba nepremičnine. Zdaj, kar se pa tiče samih otrok, mi otroke učimo, to sem tudi govorila v zadnjem podcastu, pridno varčuj in poskrbi, da bo denar na varnem. To tudi naši otroci obvladajo, znajo v šparovc vrži denar. Jaz pa pravim, da je otroke potrebno učiti malo drugače, ker so se tudi časi spremenili in sicer pridno začni relativno hitro investirati, ker boš ta denar krvavo potreboval, ko boš seveda odrasel. Zdaj tako, jaz sem svoje otroke začela relativno zgodaj izobraževati o denarju.
Pri meni je mogoče malo drugačna situacija, ker se doma zelo veliko o denarju pogovarjamo in o investiranju in sta otroka tudi kar hitro precej stvari pograbila in tudi veliko stvari že zelo veliko vesta, ne. Začneš z malimi stvarmi. Otrok mora razumeti vrednost denarja. Zdaj, jaz mislim, da naši otroci zelo dobro razumejo vrednost denarja, sploh ker veliko igric vključuje razne kovančke, ne. Tako da to v bistvu je en tak prvi korak, daš mu €1, da gre kupiti rogljiček. Jaz se spomnim, ko sem prvič dala mojemu otroku €1, da je šel kupiti rogljiček, on je bil neizmerno srečen, ker je občutil ta občutek svobode, da bo jaz imam pa denar in zdaj lahko počnem, kar hočem, čeprav grem sam rogljiček kupiti. In jaz sem ga prav s ponosom opazovala, kako je tekel v pekarno po rogljiček. Res mi je bilo užitek opazovati, ker je imel samozavest, bil je res tak samostojnost je začutil prvič, ne. In tako se v bistvu začne z malimi koraki, tudi pogovarjati se je treba doma o denarju, pogovarjati o vrednosti denarja, pogovarjati mogoče tudi o kakšnem nakupu, zakaj ne more biti določen nakup opravljen takrat, koliko časa moraš varčevati za to, da lahko nekaj kupiš, ne. Otroci dobijo izredno veliko denarja za rojstne dneve, za razne birme, božičke in tako dalje, tudi babice, detki, kdaj kaj dajo, ne. Tako da imajo že kar nekaj denarja. Jaz predlagam vsem mladim, da začnejo tudi relativno zgodaj začeti graditi to denarno rezervo, ki je potem kasneje, ko odrastemo, ful težko zgraditi, ne. Jaz sem recimo s svojimi otroki sem se tudi igrala veliko Monopoly, začeli smo s klasičnim Monopolyjem, se pravi, ker imaš papirnat denar, prestavili smo potem na ultimativno bančništvo, ker plačujemo s kartico, tako da tudi priporočam igranje Monopolyja. Z mojimi se igram tudi poker, ker v bistvu jima je igra všeč in tako tudi spoznavamo tudi te emocije, ki se dogajajo, ki jih lahko pač čutiš tudi, ko investiraš, ne. Otroci pa tudi, ki igrajo igrice, zelo hitro, v bistvu, kot sem že rekla, spoznajo, kaj lahko kupaš z denarjem v igrici, ne. Nekako ti kovančke zbiraš, pa se moraš odločiti, zakaj boš te kovančke porabil, ne. Ok, bom pripravila eno posebno epizodo prav sam za ta namen. Si mi dala zelo dober pogled, a ne? Jaz sem pa svojemu otroku dal kartico, a ne? Tudi jaz sem dala kartico. Mojemu starejšemu sinu sem dala na 26 kartico, da lahko v bistvu sam opravlja nakupe. Nakupi so nadzorovani z moje strani, ker dobim vedno obvestilo. Tudi vedno me mora vprašati, ko želi kakšen nakup opraviti, da ga bo opravil. Ko mi damo otroku recimo žepnino, moji otroci imajo žepnino že od majhnega, mu moramo dovoliti, da tudi naredi kdaj kakšno napako, ker na napakah se učimo. Tako da definitivno se mi zdi žepnina enkratno orodje za učenje upravljanja z denarjem. Tako da dajte otroku žepnino. Ni potrebno dati ful denarja, da ne pomote. Lahko tudi par evrov, ne, glih toliko, da dobi občutek. Ja, si me prehitela, jaz sem hotel še reči, da sem mu dal svojo kartico, no, ampak je še zelo mehen, ampak bomo mogoče dal reči fizičen denar, no. Pri fizičnem denarju, zato da otrok dobi občutek za denar, nekateri celo priporočajo, da je fajn, da imaš eno tako večjo stekleno skledo in v tisto skledo potem dajo denar, ampak ga zmečkajo, zato da se ta volumen, mi smo zdaj navajeni zelo na instant, vse hočemo zelo hitro, ne, in mogoče za občutek instantnosti zmečkaš denar, vržeš noter in kar naenkrat imaš malo več denarja, kot če bi polagal takole, ne, lepo zravnano. No, in če gremo še na zadnji izziv, tega pa ti je zastavil Andraž Grahek, direktor in partner Capital Genetics in sonavigator ekosistema Business Space, torej tvoj sodelavec. Živjo Marja, pozdravljeni poslušalci, tukaj je tvoj izziv. Vsi poznamo izraz znanje mora krožiti, enako velja za znanje na področju osebnih financ. Ali meniš, da je možno in ali je dovolj znanja, da se to znanje prenese skozi javni izobraževalni sistem, ali moramo tukaj postati bolj aktivni državljani in mora znanje krožiti od ljudi za ljudi? Marja, zanimivo je bilo spremljati tvojo telesno govorico pri tem vprašanju.
Ja, jaz moram priznati, da sem zelo, tako recimo, kar se tega tiče izobraževanja v javni sferi, kar se tiče financ, mogoče sem kar malo vrgla puško v koruzo. Dejstvo je, ja, se učimo, kot sem rekla že prej pri gospodinjstvu, imamo neke osnove gospodinjskih financ, prvič se srečajo tudi z borzo in pa z izrazom borza in delnica, ne srečajo se z ETF-i, recimo, srečajo se z vzajemnimi skladi, ne srečajo se s kriptovalutami, ne srečajo se z instantnimi plačili, ne srečajo se z cel kup drugimi stvarmi, ki bi jih lahko in bi jih morali poznati. Kar se tiče samega učenja potem pri državljanski vzgoji, mislim, da v 8. razredu, moram priznati, da moj otrok mi nič ni povedal, da bi se kaj preveč naučil o osebnih financah, učili so se pa o podjetništvu. Ja, jaz mislim, da bi mogli to malo drugače reševati, kot kar sedaj rešujemo. Jaz mislim, da bi že na pedagoški fakulteti morali se učitelji prvič srečati za to vsebino, zaradi tega, da se jim nekako vcepi to. Sedaj v bistvu nekako to znanje predajajo entuzijasti, učitelji entuzijasti. Nekatere šole so celo naredile krožke osebnih financ, kar je zelo pohvalno, celo predmet oziroma nek del predmeta osebne finance tudi učijo v nekaterih šolah, ampak to je absolutno premalo. Jaz mislim, da bi mogel biti v šolah predmet, zdaj ne vem, če ravno redni oziroma vsaj izbirni, no, da bi vsak lahko nekako imel možnost se brezplačno priti v stik s to vsebino in predvsem je pomembno, da je pomembno neodvisna. No. Danes imamo celo poplavo nekih informacij, ampak moram priznati, da ni neke kritičnosti. Jaz sem tukaj zelo v bistvu razočarana nad tem, kako v bistvu oglaševalci, kako panoga, kako v bistvu ponudniki, v bistvu vsi nekako trobijo v svoj rok, in nekako pozabljamo na to neodvisnost. In tukaj se mi zdi zelo problematično, ker te neodvisne vsebine praktično zelo težko jo dobiš. Na MoneyHow recimo sem zelo kritična, tlele moram priznati, da poskušam biti zelo objektivna in kritična in povedati stvari tako, kot je. Želim si, da bi se v sklopu šole učili. Enkrat sem imela zelo neprijetno izkušnjo z eno ravnateljico, ki je rekla, moji otroci na naši šoli se ne bodo učili o osnovah osebnih financ, ker prihajajo iz socialno ogroženih družin. In sem rekla, ja, ravno ti otroci potrebujejo to znanje, zato bi morali se učiti o tem, zato da ne pristanejo v istem zosu kot njihovi starši. In mislim, da finance, upravljanje denarja ni bav in mislim, da bi se morali vsi tega zavedati in zavedati, da trdo delamo za svoj denar in zato moramo tudi pametno ravnati s svojim denarjem. Marja, zaključila si z lepim citatom. Hvala lepa za tvojo iskrenost, za vse tvoje znanje, ki si ga danes delila s poslušalci in poslušalkami. Hvala, ker si prišla v Gravitacijo. A je bilo zahtevno? So bili izzivi težki? Najlepša hvala za vabilo. Ne, izzivi niso bili težki. Verjetno bi pa lahko o tem govorila ure in ure, ampak me skozi preganjaš, da moram zaključiti. Veliko govorim, da se opravičujem, če sem malo preveč povedala, ampak ja, o financah, finance so čudovite, dajte spoznati čudoviti svet financ. Prijetna sogovornica si, zato si dobila ekstra več kot 10 minut v tej oddaji. Lepa hvala torej še enkrat za obisk in gostovanje. Hvala vam, ki ste poslušali tole Gravitacijo do konca. Marjo lahko kontaktirate preko elektronske pošte marja@businessspace, torej businesspace.com ali preko njenega LinkedIn profila in drugih socialnih omrežij. Naslednja epizoda izide ponovno čez 2 tedna, v njej pa bova z Miho gostila Petro Škarja iz založbe Petka in Jureta Kneza iz Devesofta, s katerima bomo ugotavljali, kdo so akrobati in kaj delajo drugače. Lep dan in vse dobro.